Mednarodno tekmovanje v tekvandoju v organizaciji Red Power kluba iz Slovenske Bistrice in istoimenskega kluba iz Maribora se je v športni dvorani v Slovenski Bistrici udeležilo 336 tekmovalcev in tekmovalk iz 35 klubov, ki so se borili od najmlajših pa vse tja do članske konkurence. Da pa je tekmovanje potekalo v trdem mednarodnem merilu, pove podatek, da je v borilni prostor stopilo 12 držav. Glede na to, da smo zdaj kar nekaj let delali otroško ligo na drugi osnovni šoli Slovenska Bistrica v obsegu 100 ljudi, smo rekli, dajmo probati nekaj več narediti, pripeljati Bistrico, glede na to, da smo tudi uradno ustanovili Tekvando klub Slovenska Bistrica po 7 letih delovanja in smo kar zabredli v mednarodne vode in moram s ponosom povedati, da je letos tukaj prišlo, se udeležilo našega turnira 12 držav. Tekmovalci so svoje znanje prikazali v različnih težinskih kategorijah. V tej zgoščeni konkurenci pa je uspešno nastopilo 25 tekvandoistov iz bistriškega kluba, kjer funkcijo predsednika in trenerja opravlja Kristijan Kovačič. Jaz sem se preselil sem v Slovensko Bistrico pred leti, zato ker sem delal v Slovenski vojski. Na to sem pa tudi preko Ivana, ki je bil član našega kluba, bolj postal njegov trener, pa smo pa rekli, dajmo še narediti tudi trening. Tako da pol dobiš čerko, pol si na njeni šoli ustvariš krožik in tako je to pol vse skupaj začelo. In to traja zdaj 7 let in prineslo tudi to, da je tudi klub pol se ustanovil v Slovenski Bistrici. Člani domačega kluba so na tem tekmovanju osvojili 14 medalj. Od tega števila je za zlato v kadetski kategoriji do 49 kg poskrbel Max Varga. Odmevno zmago v ženski konkurenci pa je med kadetinami v kategoriji do 51 kg dosegla Ana Marija Kovačič. Ta turnir mi je res všeč, ker je pač tudi naš trenir od kluba. Komaj čakam zdaj, da bom še imela eno borbo. Pač fajn je, ker se tudi spoznaš z ljudmi in imaš neki stik z nekom, imaš tudi neko spoštovanje do športa. Ne? In kaj je botrovalo temu, da se je odločila za borilno veščino tekvando? Meni pač tekvando pomeni ful, zaradi tega, ker je moj ata trener in me je tudi on to vpeljal in mi je tudi pač všeč, ful, tudi se rada borim, se rada tepem. Mi je pač, da potujem, bi ful rada potovala, se bi rada pač borila, čim več zmagala, tako da ja. Tekvando ima tudi kar bogato bistriško zgodovino, za katero je poskrbel dvakratni olimpijec Ivan Trajkovič. Na tekmovanju v Slovenski Bistrici pa je bil tudi najboljši tekvandoist Slovenije, olimpijec iz Pariza Patrik Divkovič, ki je bil na turnirju v vlogi trenerja ekipe Logatca. Jaz kot trener v tej vlogi super vidim take dogodke zaradi naših tekmovalcev, zaradi naše mladine, ker to so za njih odlične tekme, ker dobivajo izkušnje, ker se v bistvu pripravljajo potem tudi na te večje turnirje, tako da to je ta šola, ki jo morajo dati skozi, kakor sem jo tudi jaz dal skozi in to je super za njih. Patrik in Ivan sta tudi veliko skupaj trenirala in se pripravljala za največje tekme. Ja, midva sva ogromno časa preživela skupaj, veliko sva trenirala skupaj. Tudi tukaj v Bistrici sem pri njemu že treniral, tako da nisem prvič tukaj. Se zahvaljujem Trajkoviču, ker me je v bistvu tudi zaradi njega sem jaz postal boljši, veliko me je naučil in kapa dol tudi za njega. Ta mednarodni turnir je torej potrditev, da v Slovenski Bistrici raste veliko nadobudnih tekvandoistov, ki bodo mogoče v prihodnosti nastopili tudi na olimpijskih igrah.